Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, še enkrat prijazen opomnik, MoneyHow Live. Dogodek se bo zgodil 24. aprila ob 17. uri v Kristalni palači z naslovom Veličastnih 7 in slovenska borzna pomlad, recept za modro investiranje. Vabljeni, da se nam pridružite, obljubimo, ne bo dolg čas. Čas je, da se ob vseh teh rekordih, ki smo jim priča tako na borzi kot na kriptotrgu, malce ustavimo in se vprašamo, kam gremo in kakšne so tveganja na poti do našega cilja. O tem in še čem se bom pogovarjali z izkušenim borznim mačkom, strokovnjakom, predvsem za konzervativne naložbe in večkratnim povratnikom na MoneyHow, Blaž Hribar iz pokojninske družbe. Zdravo, Blaž. Živijo, Marja. Hvala za povabilo. Z veseljem. Evo, trenutno je zelo razgreto okolje, tako na kriptotrgu kot na delniških trgih, in zdi se, da nekateri razumejo investiranje pač na način, da borza funkcionira tako, da vsi samo služimo denar. Mogoče sam en primer, ki sem ga opazila na TikToku, je zelo veliko mladih punc, kar me zelo veseli, da jih zanima investiranje. Ampak mislim, da pa imajo nek napačen message in sicer promovirajo, da zaslužijo 1000 evrov na dan. 1000 evrov na dan, Blaž, na kriptotrgu. Mislim, če je temu tako, pa jaz res ne vem, kaj jaz delam narobe, no. Tako lahko ni, no. Kdorkoli misli, da je tako lahko ni. Lahko imate srečo, ne? Lahko kupite srečko lota, lahko greste na športne stave in imate srečo, lahko greste v kazino in imate srečo, lahko se tudi zgodi, da greste 5krat zapored v kazino in imate srečo, ampak to še ne pomeni, da boste živeli od kazinoja in da je to samoumevno. To pomeni samo, da ste imeli srečo oziroma srečen splet dogodkov, ne? Na dolgi rok, ne, pač je treba nekaj tvegati in čez čas dobite nagrado. Če zelo tvegate, boste vmes imeli tudi padce oziroma znižanje vrednosti, ne. Tvegane naložbe so pač tvegane. Na dolgi rok, ja, razpršen portfelj tveganih naložb vam bo prinesel višji donos kot razpršen portfelj konzervativnih naložb. Ampak, to ne pomeni, da vmes ne bo padcev, to ne pomeni, da vmes, če boste vse stavili na enega konja, da ta konj se ne bo spotaknil in da boste lahko tudi vi trpeli skupaj z njim. Tako da previdno pri koncentriranih stavah, previdno pri vse stavim na to naložbo, pa naj bo še tako super, zgledano za nazaj, gledano z današnjega vidika, zelo hitro se stvari spreminjajo. No, zelo hitro neka naložba, ki je danes vroča, ki je zrasla nekajkratno v zadnjem letu, v zadnjih tednih, ne, lahko močno pade. Kdor je danes ekstremno navdušen mogoče nad Bitcoinom, ne, ki je ekstremno zrasel v zadnjih 3-4 tednih, ne, naj gre pogledati prejšnje epizode rasti Bitcoina. Ne. Ni to prvič, da je tako zrasel in verjetno tudi ne zadnjič. Je pa seveda vsaka taka rast pritegne pozornost, pritegne vlagatelje, pritegne pohlep, ne, in nismo imuni na njega, samo ljudje smo. No. Tako da razumljivo, da te punce so pozorne na to, bi pa vse take opozoril, da koncentrirane, tvegane, v bistvu špekulativne stave, ne, imajo tudi drugo svojo plat, no. Manj prijetno. Ni na TikToku tega. Tudi imaš, sicer to niso najbolj gledani videi, no, ne? V tem smislu, no, niso verjetno najbolj popularni, ja, da je kdo vložil, pa je kaj izgubil, ne, to ponavadi ne greš razlagati naokrog, ne razlagaš na internetu, ne razlagaš prijateljem in družini, če pa ti uspe, ne, potem pa seveda razlagaš vsem, ne. Ampak Blaž, 1000 evrov na dan. Lejte, ti moraš v bistvu izbrati prave kovance, zato da lahko v bistvu, pa tudi kar precej kapitala moraš imeti, zato da ti 1000 evrov na dan zaslužiš. Vroče zgodbe si omenil, ne? Vroče zgodbe, to danes pritegne marsikoga. Vidimo vroče zgodbe, ne samo na TikToku, vroče zgodbe nam prodajajo tudi časopisi. Se pravi, investirajte v to in to delnico, a ne? Ja, se oproščam. Vediš, to je klic. Evo, sem res v službi.
Ne, to je klic k temu, da je treba sprejemati trezne odločitve in ne kupovati vročih zgodb. Ja, če si želite dobro na dolgi rok, potem pač ni bližnjic. No, ali je to pri zdravju, ali je to pri športu, ali je to pri karieri, ali je to pri investiranju. No, zelo enostavno. No. Tako da te vroče zgodbe, zelo veliko se jih zelo žalostno konča, zelo veliko se jih konča na sodiščih, zelo veliko se jih konča z konec prijateljstva, konec družinskih vezi in tako naprej. Tako da previdno, no, še enkrat, previdno z sposojanjem, previdno z agresivnim investiranjem. Lahko se zadeve končajo tudi napačno. No, raje pristopajte postopno, raje pristopajte razpršeno, pejte do strokovnjaka, upoštevajte njegov nasvet. Ne. Če pa želite špekulirati, če želite malce adrenalina, razumem popolnoma, ne, zmerni zneski, mali delež vašega premoženja. Če ne, se boste pač naučili, kako so se moja generacija naučila na balkanskih delnicah, se boste pač vi naučili na kripto trgu, ne, da pač koncentracija in špekulacija skupaj s pohlepom rodi pač, jaz bi temu rekel, obupno ali pa slabo končno stanje. Zdaj, ko smo začeli že s kriptom, ne, danes je v bistvu Bitcoin presegel $72,000. Predvidevam, da spremljaš tudi promptne Bitcoin ETF-e. Si seznanjen kaj s tem? To, kar želim biti. Skratka, ja, sem seznanjen s tem, da bi v januarju ta zadeva udejanjena v praksi v Ameriki, da so dobili vsi dovoljenja za ETF-e na Bitcoin in da je to zdaj trenutno velika zadeva, veliko denarja gre v to in od tukaj eden od razlogov za to visoko rast. Tako je moje razumevanje tega. Kako pa gledaš na to, da nekako pokojninske družbe v Ameriki želijo iti v to zgodbo? Tudi pokojninske družbe vodijo ljudje, tudi ljudje imajo svoje benchmarke, imajo svoje vlagatelje, torej neka pričakovanja. In vseh teh ljudeh in tudi teh menedžerjih, ki so nagrajeni od donosa, običajno nažalost kratkoročnega, se prebudi pohlep. In ko začne to vse skupaj delovati, začneš iskati naložbe, ki močno rastejo, se želiš z njimi izpostavljati, ne sprašuješ se pa ali pa premalo, ali sem v tem iskanju donosa morda med ta zadnjimi ali sem med ta prvimi. Če ugotoviš, da nisi med ta prvimi, pa se kaj hitro zgodi, da si ta zadnji ali pa med zadnjimi. Kako se pa to konča, je pa vedno znova isto. Ko balon, hype poči, se zadeva hitro obrne in zelo neprijetno je biti tisti, ki je imel ta vroči kostan, ta zadnji v roki. Gre za par procentno izpostavljenost, mislim, da 2-3%, na željo v bistvu strank, vse več strank poprašuje v bistvu po tovrstnih inštrumentih oziroma naložbah, ali morda tudi vrske stranke sprašujejo? Če ti malo vrnem, ja, sprašujejo. Te teme so vedno pod tem, ko Bitcoin se podvoji vrednost. Nikoli pod tem, ko razpolovi svojo vrednost. Tako da Bitcoin je pač ena od špekulativnih naložb. Bom pa tako rekel, vesel sem, da ga nimam, zato ker če bi imel tega, kakšne druge naložbe ne bi imel, ki je zrasla več kot Bitcoin v daljšem obdobju. Recimo, delnice Nove Nordiske, o tem se ne pogovarjava. Jaz nimam kakšne kile preveč, ravno obratno, ti tudi ne, ampak tisti, ki imajo sladkorno, pa ki so pretežki, pa pač morda vejo, kaj to je. To je najbolj donosna delnica v Evropi. Nasploh. In največ vredna družba Novo Nordisk, ki je sproducirala pač zdravilo za debelost. Recimo o tem se pa ne pogovarjamo veliko v Sloveniji, kar mi je kar malce fascinantno. Ja, v bistvu sem hotela nasloviti tudi to, in sicer o Evropi bi se rada v bistvu pogovarjala s tabo, zaradi tega, ker se mi zdi, da je malce potlačena in zelo veliko pravzaprav se govori o Evropi, in sicer o Granolas, indeksu evropske inačice, veličastnih 7 oziroma veličastnih 11 in tudi Novo Nordisk je v tem indeksu vključen. Ja, tako da naložbe so različne, važno je, da je portfelj razpršen in važno je, da pač imate tudi dobre naložbe, vsebinsko dobre naložbe. Če me zdaj vprašate, ali Ozempic ali pa Wegovy, torej zdravili za debelost, ki zmanjšata tegobe in psihične, predvsem pa tudi zdravstvene za sladkorne bolnike, za tiste, ki zmanjšata srčno-žilne bolezni, torej to, kar so ključne bolezni naše dobe,
in potem to preračunamo v denar, je to ogromno denarja, ne? Vrednost je ogromna. A je to večja vrednost kot pa Bitcoin? Res želite, da imam Bitcoin, digitalno zlato, ki ne reši nobene težave na tem svetu, razen špekulativnega pohlepa, ali morda, da rešimo debelost, da rešimo sladkorno bolezen, da rešimo srčno-žilne obolenja in tako naprej. Jaz sem bolj za to drugo opcijo. Hkrati dobim dobiček, hkrati dobim trajno vrednost, hkrati bomo dobili tudi dividendo iz tega podjetja. Ne? Pa še dober občutek, jaz smo še pomagali številnim, ne, na tem svetu, ko smo podprli to podjetje, ki je to razvilo. Na drugi strani luže, sigurno je hotela tudi omeniti kakšno umetno inteligenco. Ne, to bova pol obdelala, tudi umetno. Ja, bova tudi umetno inteligenco, ampak recimo zdaj, ko govoriš o tem, kako v bistvu rešuje nek realen problem, Bitcoin pa v bistvu tudi naslavlja mogoče nek problem, se pravi finančne panoge in pa, ne vem, mogoče celotnega monetarnega sistema. Zato je tudi v bistvu konec koncev nastal v bistvu Bitcoin. Nastal je leta 2009, ko so bile tehnološke delnice potlačene, ko smo bili po finančno-gospodarski krizi in je prišla pač ta rešitev. Drži. Ne vem, če drži to za zadnje 3 tedne, ko je podvojil svojo vrednost skoraj, ampak drži pa od leta 2009 naprej, absolutno. In bi rekel, da kot digitalno zlato, ja, mu priznavam, tudi jaz to vlogo, nimam nič proti Bitcoinu, da se razumemo, edino malo preveč volatilen, pretveganje za moj okus ali pa za pokojninsko družbo. Absolutno. Je pa kot neko digitalno zlato na steroidih, torej zlato na steroidih je Bitcoin, drug dejavnik, ki zelo vpliva na njegovo vrednost ali pa sentiment na trgu, je pa odnos do tehnološkega sektorja. Ko je navdušenje nad tehnološkim sektorjem, običajno pridobi tudi Bitcoin in obratno. Ko so bile vse tehnološke delnice zelo nepriljubljene, dobro leto pa malce nazaj, takrat tudi Bitcoin ni bil toliko vreden, kot je danes. Tako da te dejavniki grejo skupaj in se prepletajo, ko pa k temu dodamo še čustva visoke pretekle donosnosti, strah pred tem, da bomo zamudili priložnost po bogotenju, potem pa pride do tako ekstremnih skokov, kot v zadnjih 3-4 tednih. Seveda, če zraven dodate še kanček resnice, vsako dobro zgodbo, hype, morate dati tudi kanček resnice. To pa je, da ja, imamo ETF-e na Bitcoin zdaj. Ja. Ja. Ampak imamo tudi ETF-e na futures, na svinjske polovice, pa to ne pomeni, da so šle krat 2 v zadnjih 4 tednih. Nisem vedela, da imamo tudi na svinjske polovice. Imamo, Nisem se nikoli zanimala. Ja, to je bil eden od razlogov za razvoj futures trgov. Zdaj, ko si omenjal IT pa umetno inteligenco, ampak zanimivo, v Evropi nimamo nekih IT podjetij, ki bi v bistvu nekako spreminjali, revolucionalizirali določene, digitalizacijo. V bistvu imamo, res pa, da jih ni toliko v indeksu kot v Ameriki. Ameriški ta tehnološki sektor je bistveno večji in bistveno bolj prisoten na borzi. V Evropi recimo od teh, ki jih poznamo, so kakšen Spotify, kakšen SAP. Jaz bi tukaj izpostavil v povezavi z umetno inteligenco pa ASML, nizozemsko družbo, ki pač dela v bistvu mašine, ki jih potem Nvidia uporablja, da naredi svoje zmogljive čipe in ki jih potem pač Microsoft, Google, Apple in vsi ostali pač zaenkrat mrzlično kupujejo za razvoj, za podporo umetni inteligenci. In oni so eni tistih, tako kot Nvidia, ki so ekstremno, bom rekel, do zdaj že profitirali oziroma monetizirali, torej že dejansko imajo polno knjigo naročil za nove stroje za proizvodnjo čipov in to se jim pač že pozna v rezultatih, se jim bo še bolj poznalo v rezultatih. Tako da z vidika umetne inteligence ASML v Evropi je definitivno zmagovalec in je tudi recimo ena od naših najbolj donosnih delnic letos. Zdaj, če pogledamo še te najbolj zanimive evropske delnice, Novartis, Novo Nordisk, AstraZeneca, to so v bistvu sami farmacevti, Roche je tudi zraven. Zelo smo v farmacevtski panogi, ki je pa tudi precej specifična. V bistvu je cel zdaj in tudi tehnološki sektor letos ratov zelo specifičen. Če bi prej rekla, če zdaj greva na Magnificent Seven pa na Ameriko, Ja, ni Magnificent Seven so, dajmo na pamet, Microsoft, Google, Apple, Tesla, Amazon, Meta, ja. Eno sem pa še pozabil.
bom se spomnil. Nvidia. Recva, da je Nvidia, verjetno je res. Ja, Nvidia je definitivno. A je, definitivno. Je, absolutno. No, prav, recva, da je. Skratka, to se je zdaj zelo škarje so se odprle. Ne? Na eni strani imamo je Nvidia, je povezano z umetno inteligenco, kjer imamo Nvidio pa Meto kot tiste dva, ki še vedno poganjata trg navzgor. To je tudi razlog, zakaj letos ameriški trgi prednjačijo pred evropskimi, recimo. Na drugi strani imamo pa Teslo, ki je močno v minusu letos, ne, ker pač je razočarala z svojimi rezultati in napovedmi. Tako da tukaj imamo zelo različne zgodbe. Magnificent 7 niso več vsi Magnificent letos, ampak so se zelo razdelili na to, ali grejo naprej z konkretnimi rezultati na osnovi tega, kar jih je poganjal prej, to je bila hype ali pa navdušenje nad umetno inteligenco, ali pa rezultati niso dosegli teh visokih pričakovanj. Ne. Pri Meti so, pri Nvidii so, pri številnih drugih v bistvu ne, ali pa še ne. V Evropi pa dokaj podobno. No, pač ASML je dal odlične rezultate ven, zrasel, SAP je napovedal uporabo umetne inteligence. Vemo, da ima veliko podjetij kot svoje stranke, ki so končni uporabniki tega, računa, da jim bo to lahko dobro zaračunal in vlagatelji so nad tem navdušeni. Tako da tu imamo en splet teh okoliščin. Mogoče kot nekoga, ki je letos dober, ne, če je Tesla slaba, je pa Mercedes-Benz recimo bil zelo dober z vidika presenečenja ob objavi poslovnih rezultatov. Razlog je enostavno v tem, da motorji na notranje zgorevanje, torej stara tehnologija, so presenetljivo dobičkonosni, visoke profitne marže in to se pozna. Ne. Na drugi strani pa pač rahla omilitev navdušenja nad električnimi vozili pri vlagateljih generalno in vrnitev na dajmo pogledati, kdo kje zasluži. In potem ugotovimo, da Ferrari pa Mercedes, ki ne prednjačita najbolj pri električnih vozilih, sta izredno profitabilna in cena delnice je močno porasla letos. Tako, zanimiv splet različnih dejavnikov je letos res vplival na to, da smo prišli na teh zmernih pozitivnih plus 5, plus 8 odstotkov na evropski, ameriški trgih delniških in da zopet v bistvu lahko govorimo o nekih lepih donosih. Je pa res, ne, bomo videli, poganjajo to zelo specifične novičke oziroma dejavniki in umetna inteligenca oziroma navdušenje nad tem oziroma zdaj že rezultati poslovanja določenih podjetij kot ASML pa Nvidia so tisti, ki to zaenkrat še poganjajo naprej. Zanimivo mi je, kako v bistvu poskušajo biti borzniki inovativni pri kreiranju raznih teh kratic. Vmjava Magnificent 7, veličastnih 7, oziroma zdaj so 3, zdaj so že postali 3, v Evropi imava Granolas in pa zadnja inovacija Glory 5, to so pa delnice iz indeksa DAX. To so pa Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, SAP in Munich Re. To so pa res zrele družbe iz nemškega področja, ki je zelo, bomo rekel, konzervativno in tradicionalno, tako da ne vem, kako se bo kdo navdušil res nad tem. No. Definitivno pa to ni podobno kriptotrgu ali pa umetni inteligenci. No. To je ravno obratno, no, bi rekel. Lahko da bo odlična naložba, da se nam narobe razume, lahko da bo odlična naložba, ampak gledano z današnjega vidika je težko najti neko navdušenje okrog teh imen. Ja, Glory 5, ne, se imenujejo. Si bom mogel še kaj prebrati očitno o teh družbah, da bom razumel, zakaj Glory 5. Zdaj, ko sva govorila o teh veličastnih 7, ki so zdaj postali veličastni 3, se pravi, se že krčita napor. Odpadajo in odpadajo. Ne? Kaj bo, ko jih ne bo več? To je pravo vprašanje. Ne? Recimo, zanimiv primer je bil Nvidia, v petek je upadel za 5%, soočajo se z zlorabami avtorskih pravic, od vrha, ki ga je dosegel, je upadel že za 11%, tako da je kar zanimivo tudi tukaj. Ne? Bohed, kaj se bo še zgodilo? Ja, volatilnost se je pojavila nazaj, torej navdušenje ni več samo enosmerno, ampak smo tisti, ki opozarjamo tudi na res visoka vrednotenja, visoka pričakovanja pri poslovanju družb, ki naj bi bila na osnovi umetne inteligence. Ne. Smo tudi že dobili kar nekaj glasu, no, bom rekel, na kapitalskih trgih, in ko niso novice vse usmerjene v pozitivno, ne, se kar močno zaruka cela zgodba okrog umetne inteligence v zadnjih tednih. No. Tako da
ni vse enoznačno. No. Tako da jaz bi rekel, se bližamo vrhu, no, se bližamo vrhu tolerance glede na trenutne razmere. In prav je tako, no. Tako bom rekel, prav je tako, ker neko navdušenje je v redu, tehnologija je v redu, ampak na koncu bo nekdo mogel plačati visoko ceno, ne, zato, da bojo ta visoka vrednotenja upravičena, in jaz sem skeptičen, milo rečeno skeptičen, kdo bo na koncu pripravljen toliko visoko ceno plačevati za umestnike, ki bojo uporabljali umetno inteligenco, torej da bo nam lažje, da bo nam bolj intuitivno, bolj razumljivo, širše dostopno. Koliko smo pripravljeni za to plačati? Ne? Jaz mislim, da na koncu pravi zmagovalec bo v resnici potrošnik, ne pa nujno tisti, ki bo imel generativno umetno inteligenco v svoji uporabi. Zaenkrat pa kaže, sodeč po delniškem trgu letos, ne? Rekla si sama Magnificent 3, ne? Torej 3 veličastni. Ok, ostali so že odpadli. Zakaj so oni odpadli, zakaj so samo 3? Razlog, da so samo 3, ali pa predvsem Nvidia, pa malo manj Meta, je zato, ker Nvidia prodaja čipe, ki jih kupuje Meta, Google, Microsoft, Apple in tako naprej. Ta veliki IT dostavljalci pač softverskih storitev in drugih storitev. Tako da tukaj je glavni vir, zakaj Nvidia pa že lahko reče, jaz sem zaslužila, ne? Sem zaslužila, že imam toliko dobička, sem že prodala toliko čipov. Ampak zdaj morajo ta drugi nivo narediti produkte, ki jih bomo pa končni uporabniki kupovali. In te produkti, kar zaenkrat je, ja, obstaja, ja, je všečno se igrati s ChatGPT-jem, ja, Microsoft je nekaj na Bingu naredil, ampak od mene niso še 100 evrov zaslužili. Vsa ta podjetja. Ne? In jaz sem malce skeptičen, kdaj pa bojo naredili nekaj, kjer bom jaz moje gospodinjstvo z veseljem plačalo 100-200 evrov, ker vrednoteni so pa že danes, kot da že to je kot gotovost v bližnji prihodnosti. Ne? In če temu ne bo tako, ne, če končni potrošnik ne bo pripravljen kaj veliko plačati za to zabavo za umetno inteligenco, ne, in če ne bojo prihranki pri podjetjih tako ogromni, kot smo si naslikali, ne, potem bo razočaranje lahko visoko. Ne. Samo da podkrepim, ne, kako neko navdušenje na novo tehnologijo lahko vrednotenja spravi v res orbito, no, v vesolje. In da je pristanek lahko zelo trg, če niso pričakovanja uresničena. Ne rabimo iti zdaj v .com, pa ne vem kam, ampak lahko gremo samo do leta 2021, ko je Tesla dokazal za svojim Tesla 3 modelom, da je električni avto lahko čist kredibilen konkurent avtu z notranjim izgorevanjem. Takrat se je sprožilo ogromno navdušenje nad vsem, kar je bilo povezano z električnimi vozili. Ne. In danes imate delnice družb, ki so takrat bile zmagovalke, popolne zmagovalke v tem navdušenju nad električnimi vozili, so v dobesedno tik pred bankrotom oziroma se za njih bojimo, ali bojo zdržale še 1 četrtletje, 1 leto ali 2 leti. Pa ne govorimo o nekom, ki ne proizvaja avtov, govorimo o firmah, recimo družbah kot Rivian, kot Lucid, ne? V družbah, ki dejansko imajo zelo zanimive avtomobile, ne, samo pač zelo težko je biti tako profitabilen, kot je bila pa visoka cena delnice. Dobiček in prihodnje izplačilo lastnikom, to more določati ceno delnice, ne navdušenje vaše potrošniško nad izdelkom. In to pogosto se zamenja v laični javnosti, se reče, smo navdušeni nad Tesla avtomobilom, nad električnimi avtomobili, to bo fantastična naložba, mene zanima, koliko naložbe stanejo. Ne. Na koncu, ko preračunaš, enostavno se matematika ne izide. Takrat se ni šla, danes se morda izide pri teh nižjih cenah. Ne. Danes ja, takrat je bil hype, nedokazano, do kje bomo šli. Danes je podobno za umetno inteligenco in storitvami, ki naj bi nudila, po našem mnenju. Zato smo previdni. Nismo underweight, nismo agresivno kontra temu trendu postavljeni, daleč tega, vidimo Nvidio, vidimo ASML, vidimo naročila, vidimo dobičke in vidimo uporabno vrednost v znižanju stroškov Mete. Dokam, koliko, a bo res toliko tega in ali bo potrošnik na koncu pripravljen plačati, ali pa bo potrošnik na koncu dobil bistveno boljšo storitev za isto ceno, to bomo pa še videli.
Evo, pri tebi mi je všeč, da si vse malce medvedje orientiran, ker ponavadi, zadnje čase sem se sami z biki pogovarjala in vsi so zelo optimistični. Tudi ko beremo razna poročila analitikov, ravno danes zjutraj sem od JP Morgan brala, pravijo, da je še prostor za rast veličastnih 7, še je prostor, to smo poslušali tudi dve epizodi nazaj sem posnela, tudi vsi zelo optimistični, bikovsko razpoloženi. Ti si pa rekel, bližamo se vrhu. Se pravi, lahko rečeva, balon se je kar pošteno napihnil, ampak pazi to, upravljalci premoženja imajo lestvico od 1 do 10, ker povedo, kje se nahajamo, na kateri stopni napihnjenosti smo. Pravijo, da smo na številki 6. Kaj pa ti praviš? Jaz vam tako bom povedal. No? Leto pa pol nazaj je bila Meta, torej Facebook, več kot pol ceneje, kot je zdaj. Pa nihče ni govoril, da je razprodaja na delniških trgih. Ne? Zelo malo je bilo teh ljudi. Zdaj je šla krat 2, vrednotenje je tudi krat 2, dobiček se je povečal, ampak ne toliko kot cena delnice. In je vrednotenje 2-krat višje. Ne? In vse sloni na tem, da bo AI rešil Facebook, rešil oglaševanje, drastično znižal stroške, tako pri podjetjih, kot pri samem Facebooku. Ne. Jaz sem čisto iskreno probam uporabljati svojo kmečko pamet, no, pa probam brzati svoje navdušenje glede teh stvari. Do zdaj mi je dokaj dobro to služilo. No. Tako da jaz bi bil čisto iskreno malce previden. No, previden. Tako sem razložil na primeru električnih vozil, tako lahko razložimo na primeru interneta, .com balona, tako lahko razložimo na prehodu iz razpadajoče Jugoslavije v Evropsko unijo, torej balkanske delnice, tako lahko razložimo, ne vem, marsikaj, kar se je zgodilo v zadnjem obdobju od zlata, preden je Bitcoin sploh bil popularen, potem do Bitcoina in tako naprej. Tako da te baloni se dogajajo in so del delniškega trga, ne, in imajo podobne lastnosti vedno. Bom pa ta disclaimer dal. No. Običajno sem jaz prezgoden pri napovedovanju tega, kdaj bo balon počel. Zato, ker imam poklicno deformacijo in se skoncentriram na to, da ima neka dogajanje lastnost, ki je pripeljala običajno do balona, potem vidim, da se te lastnosti, ta mozaik lepo skupaj sestavlja in rečem, balon je. Ja, je, ampak tudi jaz ne vem, kdaj bo počel, kdaj se bojo vse točke sestavljale, predvsem pa ne vem, kdaj bo minimalna sila aplicirana, da se bo ta hišica iz kart sesula. Enostavno ne vem. Lahko pa opozorim, ne, da se podobno dogaja in da ko bo ta hišica iz kart se zlomila, ne bo lepo. Ne. Zato običajno jaz bom rekel, v te zgodbe ne grem preagresivno in raje iščem priložnosti tam, kjer je pozabljen del kapitalskega trga, kjer so osnovne številke take, da me navdajajo z gotovostjo, da bom nek donos, soliden donos od tega imel, ne pa hitro obogatel. To pa je res. Ja. Katera tveganja pa ti vidiš zdaj, na katere si ti najbolj pozoren? Je kar nekaj geopolitičnih volitev, vse živo je, ne? Zelo čisto iskreno, ko se tukaj pogovarjamo, je zelo težko. Na en stran vidimo navdušenje, vidimo pohlep, vidimo, da ni bilo recesije, kot so jo oglaševali, vidimo, da je zaposlenost še vedno visoka, vidimo rast plač. Vidimo torej lepe gospodarske razmere na ravni gospodinjstva, na ravni posameznika, vidimo navdušenje za naložbe, ali to v Sloveniji, ne vem, naprimer državna obveznica ljudska, ali slovenske delnice, ki so ene bolj donosnih letos, ali skratka vidimo to pozitivizem. Ne. Na drugi strani, ne, dovolj, da odprete, prižgete televizijo in dnevnik in mine vas investiranje. Ne. Geopolitični spori, politična tveganja, ne tako nizko vrednotenje, vam pa še povem kot analitik in pridemo do en tak miks, ki se lahko hitro obrne v napačno smer. No. Zato smo mi nekako nevtralni v trenutnem okolju. Vidimo solidno gospodarsko sliko, ki se je rahlo popravila, vidimo inflacijo, ki se postopoma umika, torej vidimo pozitivne dejavnike, vidimo rast plač, ki krepi kupno moč torej prebivalstva, gospodarstva, ne. Torej ne vidimo takojšnje neke globoke recesije ob odsotnosti seveda zunanjih šokov.
Tako da to je pozitivno. Negativno so pa vse te bolj, bom rekel, malo verjetni riziki, ampak niso tako več malo verjetni v zadnjem času. Ne? Od geopolitičnih, od vojaških spopadov, od tega, da gre kaj tukaj narobe, do tega, da dejansko imamo države zdaj, ki so nagnjene k temu, da trošijo, ko nastane neka težava. Ne? In skratka, ko pride do poplav, pomagamo v polni meri, ko pride do korone, vemo, kako je bilo. Ko pride do vojne v Ukrajini, pomagamo in trošimo, sedaj zopet gradimo svojo obrambo v Evropi. Torej, zelena tehnologija, energetska samozadostnost, veliko denarja, ne kritično, gre v številne, bom rekel, sektorje. Ne? In tukaj po eni strani dobro za gospodarstvo, po drugi strani pa hitro lahko pride do česa, čemu rečemo inflacija. Ne? In če bi se izkazalo, da ta inflacija še ni v res pravem zatonu, ne, bi bilo to lahko zelo boleče za tvegane naložbe. Tako da od geopolitike do pretirano pozitivnih, torej fiskalne ekspanzive, državnega trošenja, ki lahko zopet zaneti malo inflacijskega ognja, to bi bilo v bistvu te dva rizika, v bistvu me čisto iskreno nekako najbolj skrbita. Pa čisto samo visoko vrednotenje določenih naložb, torej kdaj naj zdaj to Nvidio, Novo Nordisk končno prodamo, ne? Ker zdaj smo pa res že malo pohlepni, ker še vztrajamo. No in kdaj boš prodal? Kako si določiš ta cilj? To me pogosto vprašajo, sploh zdaj recimo pri Bitcoinu, ker vsi sam čakajo, da bo poletel do 100 000. Odgovor je presenetljivo enostaven v resnici. Ne? Pač mi upravljalci imamo benchmarke, ne? Torej imamo neke indekse, iz katerih izhajamo, in kadar nam je nekaj všeč, imamo tega malo več, kadar nam nekaj ni všeč, imamo tega manj. Ne? In v bistvu, ko nekaj močno zraste, kar naenkrat imaš tega zelo veliko v portfelju in hočeš, nočeš v bistvu to odprodajaš, oziroma za svežim denarjem, pri nas predvsem imamo svež denar priteka v naše sklade, ne? Smo pokojninska družba, torej, in še kar nekaj desetletij bo pritekal denar, ne odtekal, in zato v bistvu ne dokupujemo teh naložb in jih držimo na nekem neutralni teži, no, stališču. Tako se deloma branimo proti temu. Aktivno, da bi rekel aktivno, da bi res pravo stavo proti umetni inteligenci naredil, je nismo. Smo neutralni, smo imeli nekaj sreče, znanja in strateške pameti, ne, da smo po drastičnih nižanjih leta 2022, v bistvu v začetku 2023, že konc 2022, začeli dokupovati tehnološke delnice, med drugim tudi Meto in Nvidio in tako naprej. Tako da smo v bistvu dobro zvozili, no, vas ta Magnificent Seven obdobje. Ja. No, da mi povej, kakšne so pa tvoje pričakovanja vezano na rezanje ključnih obrestnih mer? Naslednji teden zaseda Fed. Rezov ni pričakovati, šele tam aprila naj bi se zgodili prvi rezi, se špekulira. Bom odgovoril z druge strani začel odgovarjati. Brezposelnost v Sloveniji je 3,3%, tako pravi Eurostat, in je najnižja, odkar Eurostat to spremlja, oziroma najnižja, odkar obstaja Slovenija. Plače so lani zrasle v Sloveniji 9,6%, tako pravi Statistični urad Republike Slovenije, neto plače, urna postavka na enoto dela je zrasla za 12%, isti Statistični urad pravi. Tako da v takem okolju, ne, če to zdaj preslikava na Evropo, kjer so podobne številke malce manjše v zahodnem delu in ponekod tudi višje v srednjem delu, potem težko rečemo, da bo inflacija takoj izginila, in inflacija v bistvu že kontinuirano preseneča analitike, torej pozitivno preseneča analitike, se pa znatno niža. To pa je res. Samo ne tako hitro, ne, kot so številni pričakovali. Ne. Razlog, da je temu tako, je pač, da ni recesije, da je gospodarstvo odporno in da ljudje imajo denar in da plače rastejo. No. In od tu je ključen razlog, ne, da ne pričakujem drastičnega nižanja, oziroma pričakujem rahlo prilagoditev navzdol v drugi polovici leta, potem pa mora biti jasno, ali je gospodarstvo odporno, se je zagnalo, imamo še naprej rekordno nizko brezposelnost, rekordno rast plač, potem ni potrebe po nobenem nižanju obrestnih mer, ali pa gremo morda v neko recesijo, upam, da ne močno. Prej sva govorila o rizikih, ne?
In v tem primeru pa se lahko tudi kakšno močnejše znižanje zgodi. Ampak to so scenariji. Naš privzet scenarij je minimalno neko rahlo nižanje v preostanku leta, kar zniža kratkoročne obrestne mere in v bistvu bolj kot ne nižanje na dolgoročnih obrestnih merah, ker ni vsebinskih nekih razlogov, da bi centralne banke zasledovali znižanje dolgoročnih obrestnih mer, ki, če smo iskreni, niso visoke, ampak so nizke. Če rečemo, pričakovana inflacija v evroobmočju je 2 do 3 odstotke, kar je tudi uraden cilj ECB-ja, torej 2 odstotka, potem 2, nekaj na 10-letno nemško državno obveznico ni neka posebna številka, niti 3, nekaj na slovensko 10-letno državno obveznico. To niso številke, ki bi navdajali z upanjem, še posebej, če vemo, da smo ravno preživeli 10-odstotno inflacijo v evroobmočju, ki je vzela lep del kupne moči tistim, ki so nalagali v take obveznice. Tako nekako grejo naša pričakovanja, torej obrestne mere, nivo obrestnih mer je nekako primeren trenutni situaciji, sploh dolgoročne so kvečemu še prenizke, dajo premalo nagrado tistim, ki se odpovejo temu denarju za daljše obdobje. Se pravi, danes dobimo večjo nagrado s kratkoročnimi obveznicami oziroma nekimi inštrumenti od dolgoročnih inštrumentov? Ne. Najverjetneje dobimo manjšo, ker morate danes, če pogledamo številke, danes dobimo 3,5 recimo na zakladni menici, ki bo danes verjetno ali pa jutri izdana, ali pa 3,4 do 3,5, medtem ko gremo na 10 let, pa dobimo 3,6, 7, ne vem koliko je danes številka. Skratka, komaj malo več, ampak zelo verjetno, tudi mi se strinjamo, bo ta številka 3,45 čez 3 mesece znižana, ker bo ECB verjetno rahlo znižala in bomo šli recimo na 3 ali pa proti 2,5. Ampak dolgoročna bo še vedno 3,6 ostala in torej boste dobili neko večjo nagrado. Samo pravim, da ta nagrada je premajhna po naši oceni glede na pričakovano inflacijo in tveganja, ki jih taka naložba nosi s sabo. Še posebej pač obrestna, torej inflacijska tveganja. Zato zagovarjam oziroma menimo, da bi bila bolj prava številka višja in v to smer nekako ocenjujemo, da bi lahko šlo, ker enostavno to ima smisel v trenutnih razmerah, po naši oceni. Gledala sem minimalno zajamčeno donosnost, ki je bila konec januarja, se mi zdi, da je bila objavljena, mislim, da je čez 1%. Drži, ja. Ne. Se pravi, ne pokrije niti inflacije, realno pomeni, da v bistvu v zajamčenih skladih ustvarimo manj. Ne, to pa absolutno ni tako, kot si ti zainterpretirala. Govoriva o garanciji. Ko plačate v zajamčeni sklad, ne samo, da imate garancijo, da boste vse dobili izplačano, kar ste vplačali, še dodaten donos vam moramo garantirati. Ja, seveda to ni 15% na leto, je 1 odstotek in nekaj, zdaj je različno, pri nas mislim, da 1,5 za letos. Torej, ja, v bistvu kar lepa številka, če jo primerjate naprimer z depoziti in tako naprej. Pred leti je bila pozitivna, medtem ko so vam banke zaračunavale negativno obrestno mero in tako naprej. Tako da ta številka je, tako kot ime pove, minimalna zajamčena. To ne pomeni, da zajamčeni sklad bo imel tak donos. Ja, to vam mi moramo garantirati za lastnim kapitalom pokojninske družbe. Torej, manj ne more biti, sicer vam moramo mi dati zraven. Ampak ob solidnem upravljanju in v naši družbi imamo solidno upravljanje, že vse od nastanka dosegamo ali občutno presegamo minimalno zajamčeno donosnost. Ne vsak dan, ne vsak mesec, ampak skozi obdobje pokojninskega pač vrčevanja. Se pravi, realno ohranja vrednost investicija v zajamčenem skladu? Da, ohranja in nekaj malega doda. Da pokrije inflacijo, če prav razumem. Ja, če gledava od 2001 naprej, pokrije inflacijo. Ja. Ko inflacija skoči na 10%, seveda ne. Ampak, recimo, ne vem, bomo videli letos, kako bo, recimo, da bo inflacija 2 do 3%, tako je osnovno neko pričakovanje v evroobmočju, nič čudnega ne bi bilo, če bi naš donos pač znatno presegel to številko. Je pa res, bom čisto iskren, osnovna naložba pokojninskega sklada so obveznice in če imate represivno finančno okolje, kjer centralna banka uvaja negativne obrestne mere, nične obrestne mere in tako naprej, potem imamo tudi mi precej zvezane roke, kam nalagati ta denar. Takrat smo drastično
smo se močno trudili, da smo iskali alternativne, tako imenovane alternativne naložbe. Šli smo recimo v nepremičninske naložbe, šli smo v alternativne sklade zasebnega kapitala. Iskali smo vse druge možne poti, manj likvidne lokalne obveznice in tako naprej, kjer smo dodajali, bom rekel, nek donos, se izogibali tej negativni obrestni meri. Od leta 2022 naprej je situacija spremenjena. Imamo dovolj prostora, dovolj dobrih naložb, donosnih naložb, ki prinašajo prek donosa pričakovane inflacije. Tudi recimo, slovenske državne obveznice, tukaj nadaljujemo s slovenskimi bančnimi obveznicami in tako naprej. To so vse naložbe, ki smo v zadnjih letih jih z veseljem vključevali v znatnem obsegu v naše sklade in nosijo solidne donose. Od 3, nekaj odstotka za 10-letno slovensko državno obveznico do recimo 11% za NLB-jevo podrejeno obveznico. Ja, ampak koliko je bila pa povprečna donosnost zajamčenega sklada v lanskem letu, recimo 23? Našega, zdaj smo pa dobila. Na naši internetni strani je to vse popolnoma jasno razkrito. Nisem pogledala, sorry. Ne, bom jaz zdaj. Skratka, če greva na zajamčeni sklad, ki vidim, da ti je najbolj simpatičen, v zadnjem letu 4,09%, to je do 29.2., torej 4,09% v zadnjih 12 mesecih, v zadnjih 3 letih 6,46, v zadnjih 5 letih 12,96. Čakaj, ampak 12, to ne govoriva na letni ravni, to govoriš kumulativno. Ne, kumulativno, ampak v tem obdobju se je zgodilo drastično močno višanje obrestnih mer. Se spomneva, kjer je slovenska državna obveznica recimo izgubila 25%, vse konzervativne naložbe so bile zelo negativno donosne, razlog je bil v prevrednotenju obveznic, ne v slabem upravljanju. Torej, to je bilo ekstremno okolje drastičnega višanja obrestnih mer, šli smo iz 0,nekaj donosa na slovenskih državnih obveznicah na 3, in nekaj donosa, torej 300 bazičnih točk oziroma 3% točke. To so ekstremni premiki. Gledano od danes naprej, sej ne bova za nazaj vlagala, gledano od danes naprej je okolje bistveno bolj naklonjeno, bom rekel, konzervativnim naložbam, torej naložbam v obveznice in od tu naprej bojo številke višje. Za koliko časa? Kdaj, kaj pričakuješ dolgoročno na obvezniškem trgu? Kaj pričakujem dolgoročno na obvezniškem trgu? Zaenkrat nisem še čisto zadovoljen, da bi rekel, da grem agresivno na obvezniški trg. Razlog v tem je, kot sem prej razložil, pričakovana inflacija okrog 2% in donos okrog 3% na najvarnejših obveznicah, to ni nekaj, kar bi me zelo privlačilo. Ta 1% realno, če ga bom dobil, če ne bo šlo kaj narobe, je premalo, bom tako rekel. Tako da zato pričakujem, da bojo dolgoročne obrestne mere še rahlo povzele navzgor in da bo ta številka v prihodnje še bolj zanimiva. Vmes pa bomo izkoriščali priložnosti, tako kot sem omenil bančne obveznice, tako kot sem omenil prej nepremičnine, se trudimo in dodajamo vrednost, znatno vrednost našim konzervativnim vlagateljem. Je pa res, bojo obdobja vmes, kot pač določene naložbene kategorije ne morejo biti donosne in obveznice v času rekordno hitrega višanja obrestnih mer, zaradi rekordne inflacije, pač to niso. To je za nami, mi smo preživeli to, bom rekel, odlično relativno na benchmark, torej naš donos je bil takrat -2 in nekaj odstotka, in na to smo izredno ponosni, od takrat naprej imamo lep donos in v bistvu presežen donos napram našim benchmarkom, napram konkurenci in tudi Ne, to sem te vprašala zaradi tega, ker veliko debate je na našem Discordu in tudi drugje ravno o teh zajamčenih donosih. Nekateri mislijo, da pač so to neuporabni neki produkti ali pa nesmiselni. Konec koncev smo videli tudi pri ljudski obveznici, koliko zanimanja je bilo dejansko. 250 milijonov oziroma malo čez je bila velika izdaja
kljub temu, da je bila relativno stimulativna obrestna mera in konec koncev, če pogledamo samo strukturo, kdo so bili vlagatelji v to vrstno obveznico, to so bili tretjina je bila starejših, mislim, da od 66 let. Mladih je bilo pa mislim, da samo 10% do 35. leta. Mečkam se čutim izvanga, ker si rekla zajamčeni skladi, da so, niso v redu. Ne, to sem citirala, neuporabni oziroma nesmiselni. Marsikdo, to zdaj tako doživlja, ker je v bistvu res tako zanimivo, imamo res ekstreme, ko smo imeli pa dolžniško krizo 2013, takrat je bila pa totalna panika in so si ljudje želeli recimo ene take garantirane ali pa zajamčene sklade. Takrat smo se sprašvali, bo evro preživel. Mogoče se preveč pogovarjamo o zajamčenem skladu. Pač mi imamo delniški sklad, ki je v zadnjih 5 letih naredil več kot 10% na leto. Imamo srednji in imamo zajamčeni. Kdaj greste pri nas v zajamčenega? To tudi veš. Tudi vem, mislim, da pri 60 letih. Ok, v redu, ampak pa te bom pa jaz še naprej izvala. Živimo pa koliko časa, podaljša se življenjska doba. Težava naše ureditve je, da moramo imeti zajamčeni sklad in da vas moram prestaviti v zajamčeni sklad, ko dosežete mejno starost. Ampak starost ste pa sami določili, ne? Starost smo pa določili na 60 let, ja. Ker pri 65 se pa pač starostno oblka, vsi upokojimo, večina že prej. Torej vi, če gre nekdo po prevzeti poti pri nas, danes mladi, grejo v delniški sklad, ki ima 80% delnic globalno razpršenih, med drugim tudi vse po vrsti iz AI hypa. Potem pride v srednji sklad in potem pri 50 pride v srednji sklad in pri 60 pride v zajamčeni sklad. In ko gre v pokoj, lahko to izplača, če je do 6.000 pa nekaj evrov, upajmo, da bomo vsi čez, oziroma vzame neko vrsto rente, torej dodatne pokojnine. Zajamčeni sklad je zelo konzervativna oblika varčevanja, to se treba zavedati in kot taka ne more biti donosna. Nič posebnega ne bo. Pomembno je, da ohranja vrednost. Pogosto pa vprašanje, če ohranja vrednost. Zgodovina, torej track record našega sklada je, da ohranja vrednost. Seveda ne še enkrat na dnevni, mesečni ali letni ravni, ko se zgodi nek šok. Kakšen let je malo bolj donosen, kakšen let je malo manj donosen, predvsem odvisno od gibanja nivoja obrestnih mer. Tako da generalno pa da. Je ohranil vrednost in nekaj malega dodal. Je ustvaril to, kar je v bistvu obljubljal. To je nek minimalen ali pa nek zmeren donos in hkrati ekstremno varnost z zajamčenim minimalnim donosom. To je to. Če želite donos, in prav je, da ga želite, če ste mladi, torej za mlade se popolnoma strinjam. Če je to izjavil nekdo, ki je mlajši od 40 let, se z njim popolnoma strinjam. Ne zato, ker je sklad slabo zasnovan ali napačen ali karkoli v zvezi s tem neuporaben. Je še kako uporaben za konzervativne vlagatelje ali za tiste, ki imajo vse svoje pokojninske prihranke pri nas in bodo kmalu šli v pokoj in je to za njih eksistencialnega pomena, da dobijo dodatno pokojnino. V tem primeru je še kako primeren. Ni pa primeren za mlade in tudi ni mišljen za mlade. Ja, koliko pa je procentualno še vedno ostalo ljudi v teh zajamčenih skladih? Ali so se že vsi mladi in tisti, ki so v srednjih letih prestavili v ustrezen sklad? Tako nasplošno te sprašujem. Na splošno je ta sklad še zmeraj naš največji. Razlog je zgodovinski, ker do 1.1.2016 pač unih dveh delniškega in srednjega ni bilo. Od takrat naprej pa vsi novo zaposleni avtomatsko grejo v delniškega oziroma v srednjega in ko nekdo pogleda svoj donos in pogleda donos delniškega, recimo lansko leto je bilo tipično tako, se nam usujajo želje potem, da bi prestavil v delniški sklad. Torej, ja, mi nismo na silo prestavljali ljudi v delniške sklade iz zajamčenega sklada, ampak vsak je imel od 1.1.2016 naprej možnost se prestaviti, kolikor so mu to leta dopuščala. In leta so pa, kot sem rekel, do 50. leta ste pri nas lahko v delniškem skladu, do 60. v srednjem in šele potem par let v zajamčenem in potem greste v pokoj. Tako da jaz mislim, da tukaj ni razloga za slabo voljo za zajamčen sklad, ker vas nihče ne sili, da ste v njem. Razen, če si tik pred penzijo oziroma 60 potem let je pa zelo star. Ja, potem je pa zdaj, mogoče še ta razlaga, zakaj PDPZ nastal. Zato, da bo nadoknadil tisto znižanje penzije relativno na vašo plačo. In
tisti, ko so to snovali, so rekli, to je ključnega pomena, da ljudje ohranijo življenjski standard ob upokojitvi in zato morajo te naložbe biti konzervativno naložene in gotove. Torej, mora biti varnost, mora biti zajamčenost, mora biti garancija. Za veliko večino je to primerno. Če govorimo zdaj, večina ljudi ima podpovprečno plačo, večina ljudi ima podpovprečno penzijo in za njih je še kako pomembno, da imajo varnost in da nimajo visokega tveganja in da nimajo visokih nihajev in potencialnih težav iz tega naslova zaradi napačnega tajminga. Tako da tukaj je en tak kompromis bil potreben. Jaz mislim, da pri nas zaenkrat skratka zagovarjam tako, kot imamo pri nas. Torej, zajamčeni sklad, ja, če ste konzervativni, če niste, praktično ne rabite biti do upokojitve v njem. To te sprašujem zaradi tega, ker sem dobila vprašanje od Gorazda na Discordu in sicer gre za starejšega gospoda 50+ in sprašuje, kam investirati za namenom ohraniti vrednost prihrankov. Ali so obvezniški ETF-i prava pot? To je v bistvu njegovo vprašanje. Mislim, obvezniški ETF-i so relativno draga pot do obveznic, čistko vam bom rekel. Poglejte, koliko v ETF-ih razmišljate, jih gledate, ali Bitcoin ali obveznice ali delnice. Ne? Običajno tisti največji, najbolj razpršeni, ki so tudi najbolj ponavadi popularni, imajo nizke provizije, drži. Bolj, ko greste v neke ožje segmente, ne? Ali so to obveznice, ali je to neka panoga ali pa država, ne? Dražji so. Ne? Tako da pri obvezniških je pa relativno, obveznice niso delnice, torej je težje prilagajati strukturo ETF-a in je več dela in več stroškov in zato so tudi dražji kot delniški največji. Tako da ja pa ne, bi tako rekel. No. Cenejša možnost vam je, da enostavno greste recimo in izkoristate davčno olajšavo, da greste v pač zajamčen pokojninski sklad, kjer je glavnina premoženja, konkretno v našem primeru več kot 80% naložena v obveznice in zato iz dneva v dan skrbimo strokovnjaki in upravljamo. Imate davčno olajšavo in nizko upravljalsko provizijo primerljivo z obvezniškim ETF-om. Pri nas na zajamčenem skladu recimo upravljalska provizija je 0,55%, kar je primerljivo, dokaj primerljivo po mojem vedenju z obvezniškimi ETF-i. Koliko je pa recimo v tistem ta srednjem skladu? Tam je pa 1%. 1%, kaj pa v delniškem? 1%. Tudi 1%. Ja, kar je pol manj kot na vzajemnih skladih, recimo, pa nekaj več kot na panožnih ali pa regijskih ETF-ih. S tem, da pri nas dobite davčno olajšavo in dobite vas servis, kar je v zvezi z davki in vsem ostalim. Takšno olajšavo dobijo vlagatelji tudi v vseh teh inštrumentih, ki jih bo izdala v naslednjih 3 letih država, se pravi zakladne menice in državne obveznice do 1000 evrov brez plačila davka. Ne, pri nas ti govorim o tem, da se ti zniža dohodnina. Ne? Torej, to je čist nekaj drugega. Ne? Torej, v našem primeru, če imate solidno plačo, plačate 1000 evrov, če govorijo zdaj o 1000 evrih, recimo, ali pa o 30 000, da boste dobili 1000 obresti. No? V našem primeru boste pač za polovico tega, če ste v 50% mejnem razredu pri dohodnini, torej če imate direktorsko plačo, boste dobili polovico nazaj takoj. Torej boste takoj v obliki znižanja dohodnine ustvarjali 50% donosnost. Ne? Za neko solidno slovensko plačo boste hitro na nekih 36-34%. Skratka, to je nekaj, kar lahko dobite samo pri pokojninskih skladih. Če se potem držite tega dogovora in boste ta denar porabili za dodatno pokojnino, potem tudi na to ne boste plačali nobenega davka na dobiček. Ne plačaš nobenega davka na izplačane rente. Ko vzameš, prvo moraš dobiček ustvariti, potem pa, ko greš v pokoj, gre polovica rente v dohodnino. Drži, nekaj malega daš nazaj, drži, ampak takrat običajno imaš bistveno nižje dohodke, skratka, pokojnina je nižja od vaše plače običajno, ne? Tistih 60%, koliko je zdaj, in zato je tudi, in potem še polovička od te rente je obdavčena. Bomo pa videli, kako bo. Se trudimo to coklo odstraniti.
Je pa tako, da ti v bistvu denarja ne moreš ven pobrati iz sklada, v bistvu je zaklenjen. Ni. Če samo plačaš, lahko kadarkoli izplačaš. Individualno, ja. Ja, tako. Govoriva za individualne, sej tudi v ETF, ne, ali pa Bitcoin samo plačaš, ne tvoj delodajalec. Ne. Torej, ko samo plačaš, lahko kadarkoli pa nas izplačaš. Je pa res, da potem davčno olajšavo daš nazaj. Ne. Zato je pomembno, ne, da se odločiš, da boš dejansko ta denar imel za dodatno pokojnino. Ampak večina je pa kako, niso individualni vlagatelji, ampak gredo kolektivno, se pravi preko delodajalcev. A je tako? Drži. Procentualno gledano je 90% takih, ne? Drži, še več. Tako da, vidiš še več. Tako da večina gre preko nekih kolektivnih zavarovanj in ne individualno. Če greš kolektivno, to pomeni, da ne moreš pobrati denarja ven in je zaklenjen dokler ne greš v penzijo. Se pravi, do 64. 67. leta, pa ko greš po penzijo, se moraš odločiti, kakšno rento želiš imeti in potem dobiš izplačano rento vsak mesec in očitno tudi je ta renta obdavčena. A je tako na hitrco, če povzamem? Nekaj malega je, ja. No, evo, samo toliko, da povzamemo. A gremo midva nazaj na obvezniški trg? Mislim, da sem danes Barclays je nekaj objavil, samo sekundo. Aha, oni so pa danes objavili, da priporočajo prodajo 10-letne ameriške državne obveznice, češ da je nedavna rast obveznic v ZDA pretirana, da je padec donosnosti nenavaden, glede na to, da so se gospodarski podatki ZDA v zadnjih tednih izkazali za močnejše od pričakovanja. Kako gledaš na recimo neko tako priporočilo? Z zanimanjem, lejte, pač vsaki analitiki, vsaka hiša ima svoje mnenje, jaz sem svojega razložil. Torej, pričakujem, da bojo rahlo nižali in da se kaj hudega ne bo zgodilo z vidika drastičnega nižanja obrestnih mer. Midva sta se že večkrat pogovarjala o ESG, o trajnostnem investiranju, zeleno investiranje, da je to v bistvu pokojninskim družbam zelo pomembno. Tudi danes sem zanimivo prebrala, da vlagatelji spodbujajo voditelje EU, da ne se združijo glede izdatkov za obrambo in naredijo nek obvezniški program, s katerim bi pač financirali ta boj proti v Ukrajini, ki se trenutno dogaja. Mislim, da 3000 milijard dolarjev ne bi bil ta paket oziroma program težek. Takšne so želje. Kako gledaš recimo na to? Tudi pokojninske družbe so tukaj zraven. Z katerega zornega kota? A da bi rad imel tako obveznico? Ali da je treba se boriti proti Rusiji? Da bi rad, je dobro, to itak vemo, ne? Ampak recimo finančne družbe, pokojninske družbe, family office, institucionalne vlagatelji. Mene je to malo dvolično, čisto iskreno. Ne? Če bi se mi 2 leti nazaj pogovarjala, so vsi govorili, ne, bodimo zeleni, bodimo trajnostni, pogovarjamo se o tem, da moramo imeti enake pravice, belci, črnci, ženske, otroci, ne vem kdo vse, in pogovarjamo se o tem, kako orožarska industrija je slaba, kako naftna industrija je slaba, skratka, kako naredimo ta svet lepši. Nenadoma, ne, ko imamo na pragu Evrope vojno, ne, kar naenkrat to ne velja več, ne, zdaj kar naenkrat je obramba, tisto, kar je res nujno potrebno in torej okolje nas ne zanima več toliko zelo, ne, ker to orožje, te tanki pač niso na elektriko, ne, in na sončno energijo. Ne. Potem imamo socially responsible, ok, tukaj lahko nekako to, bom rekel, noter vtisnemo, urinemo, ne. Potem imamo pa governance, to pa tudi, kaj pa vem, koga še zanima v relaciji na vse, kar se v svetu dogaja. Tako da jaz bi rekel malce dvolično, no, ker številne ESG skladi imajo v svojih prospektih napisano, da v določene industrije ne smejo vlagati in orožarska je tipična taka, v katero so zapisali, da ne bojo vlagali in se ne sme vlagati. Tako da jaz bi rekel, pazite, vedno znova pazite pri tem, ko se odločite, da nekam ne boste investirali, ker to pa to. Razpršenost je edini način, da dobite višji donos za isto enoto tveganja. In ko se odločite, da boste skoncentrirali portfelj, se odločite za višje tveganje ob enakem donosu oziroma nižji donos ob istem tveganju. Torej, nekaj date stran od sebe, nekaj boste za to na koncu, bom rekel, plačali, oportunitetno plačali. In ESG je ena od takih stvari, se je hitro pokazalo, kako fino
bi bilo, ne, če se že pogovarjava, ne, prej smo se pogovarjali o Evropi, ne, poglejte pač delnice orožarskih evropskih družb, ne, Rheinmetall in podobnih, ne, in ugotovili boste, da so še kako popularne v zadnjem času. No. Ja, že kar nekaj časa. Še posebej v zadnjih mesecih, ko je postalo jasno, da Evropa nima dovolj orožja, da bi ga sploh v bistvu dala še kaj veliko Ukrajini, kaj šele za lastno obrambo. A pa recimo skladi pokojninski tudi investirajo v to obrambno panogo? Tisti, ki imajo srečo oziroma so strateško rekli, da bojo geopolitične težave vodile v vojaške spopade. Ja. Večinoma ne. Večinoma v zadnjih letih je bilo bolj moderno in lepo in vlagateljem všečno, ne, da smo se pogovarjali o ESPG-ju, ne, torej predvsem o EU in v samozadostnost, energetsko samozadostnost, zapakiranem okoljskem lepem odnosu, ne, zeleni energiji. O čem drugem se kaj veliko nismo pogovarjali, torej definitivno pa ne o tem, da bi bilo fajn okrepiti orožarsko industrijo, ker imamo pred vrati agresivno državo, sosedo. A lahko mogoče še skočiva na hitrico na Japonsko, ker to je tudi precej zanimivo dogajanje. Mislim, da sem danes prebrala, da so se izognili tehnični recesiji in prvič po letu 2007 naj bi centralna banka zvišala ključne obrestne mere. Japonski Nikkei je itak preskočil rekord. Veš, kako je zanimiv graf japonskega Nikkeja, ne? Se pravi, zdaj smo na tistem vrhu iz leta 1989, se pravi 35 let je rabil, da je prelezel na tisto raven iz leta 1989. Še en pač ekstremen, bom rekel, balon. Ne. Zdaj, težko ga je naslikati današnji generaciji. No, jaz sem nekaj knjig prebral na to temo in je bil res ekstremen balon. Ne. Tokio in vse, kar je bilo japonskega, če vam drugače povem, no, takrat se je polovica Američanov japonsko učil, ker dejansko so verjeli, da bodo japonske korporacije prevzeli ta svet in da je na Japonskem res nekaj drugega. No. Ekstremne cene nepremičnin, ekstremno navdušenje nad vsem, kar je prihajalo iz Japonske, just in time proizvodnja, ni važno, karkoli z japonskega je bilo res ekstremno cenjeno, precenjeno in od takrat se je pač ta balon postopoma spuščal. Zakaj postopoma? Zaradi japonske kulture, ki je ekstremno tradicionalna, postopna, konzervativna in zato pač nekih hitrih, odločnih rezov, korakov enostavno niso bili kulturološko, bi rekel temu, zmožni. In zato je toliko časa trajalo. Američani so drugače narejeni, oni hitrej, bom rekel, zavržejo, kar je zastarelo, ne, se posvetijo novemu, ne, zato so oni tehnološki lideri, večkratni skozi čas, skozi zgodovino, medtem ko Japonci so bistveno bolj pristaši enega postopnega procesa. No. Nažalost včasih se to super izide, ne, kot se je v 70-ih, 80-ih letih industrializacije, ni se pa dobro v 90-ih oziroma zadnjih 30-ih letih. Ne. Tako da to je zgodba o Japonski. V zadnjem času je bilo pa zelo pozitivno, da je generalno inflacija se povzpela in da je od tukaj prišel zunanji, bom rekel, močen, spodbuden impuls japonskemu gospodarstvu in jih je nekako, bom rekel, ruknil ali pa izstrelil ven iz te njihove kome, iz te njihove deflacijske spirale. In zdaj nekako zgleda, da zopet normalno, bolj živo njihovo gospodarstvo deluje. Ne. Tako da se zopet mogoče malo pogovarjajo o tem, da bojo prvič dvignili obrestno mero po ne vem koliko časa. Tako da res smo daleč prišli, če celo Japonci bojo dvignili obrestno mero. Celo. Kaj pa zlato? Tle imamo tudi rekord, $2182 za trojansko unčo. Kaj bova pa rekla o tem? Glede na inflacijo, ki smo jo ravno kar preživeli in katero še živimo, in glede na geopolitične napetosti in vojaške spopade, ki smo jim priča, nič pretresljivega, nič čudnega, da je zlato na vrhu. Ne. Zlato je neke vrste zavarovanje pred koncem sveta, koncem finančnega sveta in zlato je bil vedno največ vreden v vojnah. Ja.
Mogoče še za konec Kitajska. Marsikdo zdaj špekulira, da bi šel potlačen trg, ne, da bi šel zdaj na Kitajsko. Kako ti gledaš na Kitajsko, ki je kar precej tvegana? Relativno zelo poceni. Zgodbe mislim, vemo pa, zakaj je poceni, to je moj problem. Ne? Vemo, da imajo centralno plansko gospodarstvo, da se v zadnjem času zapirajo, vedno bolj centralizirajo, da Xi, njihov predsednik oziroma vrhovni vodja, ne popušča svojega nadzora, ampak ga dodatno krepi. Imajo res neke poteze, ki ne pretičajo, bom rekel, nekomu, ki pravi, da podpira tržno gospodarstvo. Ne? In od tu nenavdušenje oziroma drastičen upad navdušenja globalnih vlagateljev nad njihovimi delnicami. In seveda imajo pa tudi interne težave, no, čisto iskreno, z nepremičninskim sektorjem, z bančnim sektorjem in na koncu čist z osnovnim, bom rekel, duhom podjetništva, ne, ki ga vedno bolj partija njihova lomi in krha, pri tem, ko njihove najbogatejše oziroma milijarderje, uspešne podjetnike iz preteklih desetletij javno, dajmo reči, križano. Mislim, a bi lahko bila Kitajska nek, ne vem, če to pravi izraz, črni labod, mogoče pa lahko črni labod fiskalni izzivi Amerike, ali pa ne vem, kaj bi lahko bilo, da bi nekako pretresali svet in nas pahnilo v recesijo, da bi nas pahnilo v recesijo. Ja in ne, bom tako rekel. Na prvo žogo bom rekel ne, razlog je, da lahko vidite že zdaj, kako kitajske delnice upadajo, medtem ko ameriške rastejo. Ne. Te dve gospodarstvi nista drastično povezani med sabo, bistveno bolje je Evropa z Kitajsko povezana, ne, kot Kitajska z Ameriko. In tako da kitajsko gospodarstvo vpliva na svetovno, se strinjam, ampak že če pogledamo zdaj borze, ne, očitno ta vpliv ni tako velik, da bi povzročil kakšne močne premike na obeh straneh Pacifika. Tako da precej zaprti gospodarstvi sta, tako kot ameriško kot kitajsko, no, čisto iskreno. Tako da tukaj ne pričakujem, če se Kitajska zlomi, ne bo kitajskega potrošnika za luksuzne evropske dobrine, ne bo kitajskih potrošnikov, ki potujejo, ki se sprehajajo po Benetkah in tako naprej, ampak to ne bo, bom rekel, neka grozna recesija, ne za Ameriko, ne za Evropo. Večji problem, čisto iskreno, bi po mojem imeli Evropejci in Američani, ker smo zelo navajeni na kitajske, bom rekel, konkurenčno, cenovno ugodne izdelke, oblačila, športni izdelki, ne vem, skiroji, kolesa električna in tako, zdaj že električni avtomobili. Ne. Tako da en cel kup spekter v bistvu naših potrošniških izdelkov je ugodnih in nam dostopnih, tako zelo dostopnih, zato ker so ugodno narejeni na Kitajskem. Če bi šli na električne skiroje narejene v Nemčiji, ne, če bi šli na obleke narejene, sešite v Španiji, ne, in tako naprej, potem bi te zadeve bile kar nekaj dražje, sumim, in to ne bi bilo povšeči evropskim in ameriškim potrošnikom. Torej, tukaj, ko govorimo o teh geopolitičnih sporih, trgovinski vojni med Bruslom pa med Pekingom, recimo, ne, imamo vsi veliko za izgubiti, ne samo Kitajci. Ko van der Leyenova govori, izgleda, kot da bomo mi podučili Kitajce. Previdno, ne, tudi mi smo zelo odvisni od njih, ne, od njihovih izdelkov, polizdelkov in tako naprej. Ne. Ko je bila korona, ne, smo videli, kako akutno smo odvisni od njihovih izdelkov in kako akutno je primanjkovalo določenih stvari, celo avtomobilov nismo bili sposobni sami narediti, ne samo električnih, tudi ostalih. Tako da jaz bi rekel, tukaj smo precej povezani Evropa in Kitajska, bistveno manj Amerika in Kitajska. Mene bolj skrbi za Evropo, kolikor pride res do pravega trgovinskega zaostrovanja napram Kitajski. In tako grejo čisto iskreno tudi delniški trgi. Ne. Tehnološki preboj koristi ameriškim delnicam, kakšnikoli zapleti na trgovinski fronti dejansko so v prid ameriški moči, relativni moči. Potem je tukaj Evropa in potem je tukaj Kitajska. Ne. Evropa ima tako malo smolo, bom rekel, da smo energetsko siromašni, odvisni od arabskega sveta, od Američanov in industrijsko v bistvu zdaj tudi že kar siromašni z izjemo luksuznih premium izdelkov in odvisni od azijskega sveta. In karkoli gre v bistvu zelo narobe na trgovini, na svetovni trgovini, ne, Evropo nekako ne morem videti kot zmagovalca teh trgovinskih vojen.
Lahko je to Amerika za določene stvari, Evropa pa ne. Kako bojo pa volitve ameriške vplivale na celotno svetovno gospodarstvo? To je novembra, to bo vsak čas. Jaz mislim, da če se osredotočimo na to, kar danes vemo, da je Trump pač resen kandidat, obstaja znatna šansa, da bo on naslednji predsednik. In okolikor to date danes v enačbo, pride ven rezultat, ki se mu reče poskrbi za svojo samozadostnost. Veliki brat Amerika, NATO, kdorkoli že, VTO, IMF pač ne bo več skrbel za tebe, ne, postavi se na svoje noge. To bi bilo nekako sporočilo za Slovenijo, za Evropo, za evroobmočje, ne, in od tukaj naprej bi jaz štartal. Ne. In mislim, da gremo po tej poti, čisto iskreno. In te obveznice, ki si prej jih omenila, ne, so en kamenček v tem mozaiku. No. Torej, te obveznice bi pomagale pri tem, da se osamosvojimo, postavimo na svoje noge. A lahko mogoče samo za konec še sem še nek nasvet vlagateljem, zdaj so vsi zelo nahajpani, vidijo res lepe rasti, tudi kakšen padec se vmes zgodi, ampak zelo tako bikovsko razpoloženi upravljalci, analitiki, skratka, vsi. Ja, lejte, ohranite razsodnost, ohranite razum, vrnite se v izhodišče, kaj so dolgoročni pričakovani donosi, kakšne naložbene kategorije, razpršeno gledajte na stvari, ne koncentrirati premoženja, ker ko bo prišla nevihta na delniške trge, bo prišla hiter, ne boste ji videli in boste mokri. In če takrat ne boste imeli dežnika, ne boste imeli jakne, bo hudo. Zelo lepo si to povedal. Dežnik ali pa jakna je pa razpršenost, pa tudi kakšna bolj konzervativna, dolgočasna naložba. Ne škodi, a ne? Ne škodi. Blaž, super, najlepša hvala za odlično debato. Hvala tebi. Hvala tudi vsem, ki ste nas danes spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.